Ko se s Pepe-mobilom peljem proti Krasu, razmišljam le o tem, kako naj Tjaša in njegove prijatelje Štanjela prepričam, da so duhovi in strahovi samo plod naše domišljije. Ker jih v resnici ni, se jih sploh ni treba bati. Moram pa priznati, da tudi sam, čeprav nisem ne duh, ne strah, rad včasih koga prestrašim. Hej, ti! Vse sem samo jaz, Pepe. A si mislil, da sem tisti duh, ali kaj? Možno bi bilo. Lepo te prosim, Tjaž. Tukaj, v Štanjelu, v Ferrarjevem vrtu zagotovo ni nobenih duhov. Tisto, kar tebe skrbi, je morda samo navaden privid. Ne, prav, da se ledenice kakšenkrat prikazuje. Duhovi se prikazujejo samo tistim, ki vanje verjamejo, ne? In niso prav nič nevarni. Verjetno. Preverva. Padejva! Tjaž sumi, da se duhovi nahajajo v ledenici. To je temačen prostor v kleti pod zemljo, kjer so v starih časih shranjevali led, zdaj pa je zapuščen. Odpraviva se tja, a imam občutek, da naju skrivaj nekdo zasleduje. Kljub temu pogumno nadaljujeva svojo pot do ledenice, kamor nikdar ne posije sonce. Midva se ničesar ne bojiva. No, skoraj ničesar, kajti v ledenici je temno, hladno in zelo strašljivo. Pepe še tukaj! Stavno se stjažem v ledenici! Ja, pogledat! A nas ni strah duhov? Ne! Pot v podzemlje je srhljivo napeta. Imaš prav, Tjaž, veš, v tem prostoru imam pa tudi jaz zelo tesnoben občutek. Si slišal? Seveda sem slišal. Za uho tudi. A ta von, ta značilni von, moram reči, ta znani von, na koga nekaj me spominja. Odkot nekaj mi je znan. Oj! Ej! A misliš, da so duhovi ugasnili luč? Ne vem. Sam da luč nazaj. Dali siči von. Hej, Tjaž. Jaz pa mislim, da nimava opravka z duhom, ampak s Foxterjem! Tega! Držva ga! Duh, ki straši v ledenici, je torej Foxner, najbolj zvit in nabrit pirat, ki se je hotel pošaliti z nami. Zato se vsi skupaj poženemo za njim. Stečemo po ozkem temačnem hodniku in ga iščemo v temi. A Foxner je preveč spreten in hiter, da bi se kar tako pustil zgrabiti za rep. Zato se ga moramo lotiti s starim ribiškim trikom. Kako bo presenečen, ko se bo znašel v moji ribiški mreži. Foxner? Hvala si vamo! To je ta duh, ne morem verjeti. Pepe, imel si prav, duhov očitno res ni. In neumno se bati nečesar, kar ne obstaja. Hvala za pomoč, Pepe. Kam sem spet je, kot sem zbil, malo prej še tu je bil. Kam je šel zdaj ta palot, iščemo ga vse povsod. Ali je pustil kot se sledi, da zažemo. Foxter je najbolj zvit in nabrit pirat, ima rdeč rep in umazan vrat. Je najbolj sramen od vseh golova in ven. To je svet, je najbolj zvit in nabrit pirat, ima rdeč rep in umazan vrat. Je najbolj sramen od vseh golova in ven. To je svet, je koga bo ujel, le kam je šel. Foxter je najbolj zvit in nabrit pirat, ima rdeč rep in umazan vrat. Je najbolj sramen od vseh golova in ven. To je svet, Koli ne bi rekel, da je duh v resnici Foxner. On je delal tiste čudne zvoke. Pa ugašal luč. Da sploh ni bil prestrašen.
Pepe bil bolj. Bežte, otroci, no. Jaz v privide, prikazni in duhove itak sploh ne verjamem. Lahko gremo takoj zdaj v ledenico, pa vam ponovno dokažem. Si ne upaš! Ja, si ne upam, seveda si upam, no. No, in tako se spet odpravimo v ledenico. Čeprav je Foxner tukaj z nami, pa jaz vseeno še vedno tisti prejšnji tesnobni občutek. Sumljivi hropeči glasovi. Obrisute mi. Tukaj so neki čudni zvoki. Nekdo, ugasni luč. A mislite, da so mi to duhovi otroci? Gremo ven, pismo. Čisto na koncu tudi meni, neustrašnemu ribiču Pepetu odpovedo živci. Srce mi pade v hlače. Panika! Skupaj s Foxnerjem zbeživa do Pepemobila in pobegneva Štanjela, da se kar kadi za nama. Medtem pa pogumni otroci rešijo uganko o duhu v ledenici. To je Kakadudu. Nas pa ni strah duhova, ne Kakadudu. Ne, no, duhov ni. Ne v omari, ne v tašči. Včasih nastane v naši glavi. In kaj potem ti storiš? Si rečem, da jih ni, Ja? preštejem do 5 Ja? in že gredo iz moje glave. Kaj, tako enostavno, kaj? Ja, s tvojo pomočjo je postalo enostavno. Hvala. O, kako si prijazen. Če imaš tudi ti podobno težavo, se obrni name ali pa na kakšnega drugega odraslega, ki mu zaupaš. Lahko pa pokličeš na tom telefon, ki ima številko 116 111.